slovenskem Goblikonu ever, to je Goblikon 2014. Tu vidite organizacijski odbor tega dogodka. Tu sicer na kratko piše, kaj bomo na tem dogodku imeli, ampak jaz mislim, da nima smisla, da zdaj tudi predolgo lapamo. Mi smo društvo Zlati Goblin. Koliko vemo smo, mislim, da smo edini v Sloveniji, ko se ukvarjamo s tabletopom. V glavnem ukvarjamo se z popularizacijo, igranjem in razvojem vsebin za igre, igranje in pisni blok. Delujemo tu v kulturnem inkubatorju. Imamo vsak drugi teden tudi javne igre, ki bomo o tem malo kasneje povedali. Zdaj, kaj mi delamo, tako kot sem že rekla, ukvarjamo se s temi igrami, potem se tudi ukvarjamo z promocijo teh žanrov, se pravi znanstvene fantastike, fantazije, hororja in ostalih špekulativnih žanrov. Zelo radi imamo, če lahko pomagamo komu mogoče, ki želi te stvari ustvarjati. Potem razvijamo tudi vsebine za te igre, večina nas je game masterjev, ki pač pišemo tudi kakšne svoje kampanje. Potem radi bi spodbujali tudi promocijo, mislim, radi bi tudi spodbujali uporabo slovenske in slovanske mitologije v teh igrah, ker vemo, da fantasy je širok pojem, obstaja ogromno settingov, večina jih črpa inspiracijo iz nordijske ali pa grško-rimske ali pa kakšne druge mitologije. Vemo pa, da imamo tudi Slovani zelo zanimivo mitologijo, ki pač bi bilo fajn, če se malo bolj uporabljalo v teh igrah. Imeli smo pa že tudi kar nekaj uspeha s tem in sicer trudimo se čim bolj socializirati mladino, ki je mogoče malo bolj nagnjena k sedenju za računalnikom in pač seveda omogočanje druženja z podobno mislečimi, ker pač večini nas ni v interesu, da bi pač hodili tam nekam, ko se nimamo kaj z njim pogovarjati. No, nas pa vse zanimajo te zadeve in se zelo radi družimo in skupaj igramo te stvari. Kaj vse mi igramo? Zdaj ne vem, koliko tega sploh poznate, ampak toliko, da veste, da ne obstaja samo Dungeons & Dragons. Cel ta nabor iger, ki ga vidite tu gor, vse to mi do neke mere igramo, smo igrali, bomo igrali, v glavnem to je v našem naboru trenutno, smo pa vedno odprti tudi za kakšne nove sisteme, se pravi, če tu gor vašega najljubšega sistema ni, mogoče lahko predlagate, da bi še to igrali. Kot sem rekla, naš največji projekt je Pathfinder Society, to je pač organizirana igra, v kateri lahko vsak pristopi, dobi naprej narejen karakter, ne rabi nič vedeti, mi vse to razložimo. Vsako drugo soboto načeloma poteka to v teh prostorih. Načrte imamo tudi, da bi šli malo gostovati po Sloveniji, če imate v domačem kraju koga, ki je bil za to zainteresiran, nas lahko kontaktirate, se razmenili, pridemo in tako dalje, naredimo society, to lahko pride vsak, tudi če je popolni začetnik. Tako da je to. Jaz vas ne bom več gnjavila z vodom, to je bilo to za predstavitev društva. Tale slajd sem podala gor, zato ker mi je bil zelo všeč, ker mislim, da je kar res ta zadeva za vse nas. Ker pač res je, da nekdo, ki igra te igre, ni omejen samo na tisto eno življenje, ampak lahko ima toliko življenj, koliko mu njegova domišljija dopušča. Tako da, prosim, če se imate fajn, to je pa tudi vse za danes. Hvala. To pa so, pogledajte po desni, Jani Manuša, Nina Vrko, Timotej Vrko, Marko, ja, pa Tjaša Vračko. To so ljudje, ki so omogočili to konvencijo, brez njih ne bi te konvencije bilo. Največja zahvala pa gre seveda kulturnemu inkubatorju, pa NKC-ju, pod okriljem katerega to deluje, ker brez njih teh prostorov verjetno mi noben od nas ne bi mogel doma te konvencije imeti. Zdaj pa prosim, če se vsi, ki ste zainteresirani za igre, odločite, katero igro bi radi danes sprobali. Tisti, ki bi radi šli na kviz, ali pa mislim na kviz, tam so prijave za kviz, kviz je zelo zanimiv. Če poznate filme, pa Bad Guye, ste že praktično zmagali.
Zbiramo tudi prostovoljne prispevke. Vstopnine ni, ampak stroški so. Tako da, ja, pa sreče lov, imamo krasne nagrade, tudi na kvizu bo nagrada, tisti, ki bo najboljši, pa mogoče še kakva tolažilna, tako da, kar prijavite se, splača se. Ja, naj se Gopnikon 2014 začne. Why not? Ali samo to? Zide? Kaj sem to? Ali samo še eno predavanje? Ne, kaj smo mislili, da ne. Sam če je, še tam. Ne, če se gibne, samo je to prvi mislim, da gibne meni glavo. Tam zame so še kavči. Nekaj vse kavči. Ljub, Zakaj ti začel bi... ko se še Ja, drugač pa veci, ne treba Ne, mislim, da je čisto na meni, ne bo bilo. Ja, tudi še nisem tako videl, da si tako. Ne, danes kaj prišel. Kje pa smo? Nekaj bo ta praški klubo, striže se mokro. Ne, vsaj no. Ostal. Ne, zakaj, pač stojim. Tako že prej snimam, spošno doma za računalnikom. Kaj? Ko doma za računalnikom z njima pogoviram tam nekaj. Stojim za računalnikom? Sedim že kaj reče. A ja? Oni walking table skupaj, ko je treadmill pa table. Kaj ti si, ko ste še krož vrata? Tako mišico... Da hodim pa računalnik zraven polnim vredno. Ne, tako mišico veš krož vrata, si daš obrisiš plad, ne pa mišico vrata. Nekaj se kupi, ko komputer poganja. Nikoli ne stane elektriko, ne? I have to take a break, misliš, šal na ovo, sedeš. Tiš? Odpira? Ne, ja. Vidim. To me da. Action. We're not getting that No, room take anymore. tissues in podobne zadeve. Ja, pa so vsi tudi tisti. Je moje ime, sem sicer članica društva Zlati Goblin, ampak me načeloma noben nikjer nič ne vidi, ker sem tako ne začnemo. Tako da, lep pozdrav. Jaz sem pripravila eno kratko predavanje na temo kriptozoologije. Danes predavam bistveno večjemu številu ljudi kot na Sihonu, na skupini Hrvatov, ali dobro. Nekako šlo na isto temo, no sej nikaj, to ne bomo zdaj 1 uro poslušali, brez skrbi, boste imeli cajt vmes, potem se nadaljuje takoj kviz, ne? Tako da tisti, ki ste na kviz prijavljeni, ostanite tu, ker Špela obljublja lepe in bogate nagrade za tisti, ki se bodo zelo dobro odrezali. Ja, Špela marsikaj obljubiti. Da ostanite tu. Zdaj bomo pa v bistvu šli sam ene par zgodbic in izbrala take iz pač te teme kriptozoologije, iz teh biti, ki jih tako vsi poznate, ki se pojavljajo tudi v popularni kulturi, naokolo od filmov do ne vem časa so vse, pa malo mogoče njihovo ozadje, tako ko ni glih najbolj poznano, pa itd. Zdaj pač, kaj sam termin kriptozoologija pove, ne? Zoologija termin, ki se nanaša seveda na živali in pa kripto za kriptide, se pravi za bitja, katerih pač njihov obstoj ni pojasnen. In tule je v bistvu fotografija te regnuma animale, ki ga je Carl Linné izdal leta 1735, se pravi, ko je sestavil to živalsko kraljestvo. In če vidite tule v 3. stolpcu pod amfibijam so paradoksa, to so bila tako imenovana animala paradoksa. Se pravi, to so bila ena bitja, ki jih je tudi Carl Linné nekje že zasledil, pa ni vedel točno v katero kraljestvo bi jih dal, ne? Se pravi, niso nikamor spadali. Tu noter najdemo recimo tudi sirene, tudi te kao, ne vem, neke morske pošasti in take zadeve, ne? Tako da v bistvu se potem vidi, da ta kriptozoologija oziroma ti kriptidi so se nekako predvsem z ustnim izročinom, ker trdnih dokazov še vedno ni pojavljali že res dolg časa.
Zdaj, kaj sama kriptozoologija je, ne, logija, logo seveda nam da vedeti, da nekaj tukaj je, ampak uvršča se sicer kot pseudoznanost. Kot pseudoznanost pa absolutno zaradi tega, ker za kriptide res ni nobenih trdnih dokazov, oziroma zelo teh kriptidov živalskih je res ogromno, tako da če bi hodili čez vse, bi verjetno tako ne vem, 17 dni bili tule. No, pač v bistvu, ja, tako. Ful jih je veliko, za ful malo je bilo dokazanih tudi, da so bili kot hoax, se pravi kot prevare, unconfirmed jih je večinoma, za ene par vmes se jih je pa potem izkazalo, da gre v bistvu za neke izumrle živali, ne. Zdaj, izbrala sem enega ogopogota, ne vem, kaj tega poznate, gre v bistvu za en tako imenovani lake monster, se pravi jezersko pošast, ki se pojavlja v severnoameriški kulturi, in sicer ta ogopogo naj bi prebival v jezeru Okanagan, ta se nahaja v Britanski Kolumbiji v Kanadi. In kot vidite po ta zadnji sliki so ga Kanačani vzeli čisto svojega, ga imajo že, ne vem, na znamkah, na vse povsod, tudi parki obstajajo z ogopogotom, tako da oni ga imajo za svojega, pa ga niti nimajo za tak žlehtnega, kot naj bi bil. Se pravi, smo naredili čisto eno luškovno pošastven iz tega. No, izhod pa izhaja ta pač ogopogo, v bistvu stara legenda govori, da naj bi se pač v bližini tega jezera Okanagan nahajal en gospod z imenom Kel-Oni-Won in njega naj bi obsedel taki zli demon in ko je bil v tem stanju obsedenosti, je ta ubil eno tako starešino tistega plemena, ki je tam živel in zaradi tega, ker je pač storil to krivo dejanje, ga je tako imenovan stvaritelj takrat, ne, tega Kel-Oni-Wona kaznoval tako, da ga je spremenil v jezersko pošast in ga je vrgel v to jezero in ga v bistvu zaklel na tak način, da ta naj ne bi iz tega jezera nikoli mogel pobegnati, ne. Dal mu je zraven še v bistvu Lady of the Lake, je tam tudi prebivala in ona je v bistvu pazila, da ta ogopogo ni potem nikoli pobegnil, ne. Zdaj staroselci takrat so pravili ogopogo Naitk, to je bilo pač njegovo ime, ko so ga potem nekje preimenovali, ne, in legenda je potem pravila, da ta ogopogo je ostal v tem jezeru jet za vse večne čase, ampak ker je bil pač zelo nejevoljen, ker mora biti tam, se je odločil, da bi pa on nekaj povsednil od tega in so zato vsi, ko so hteli v bistvu prečkati jezero, mogli njemu dati kot neko daritev, da jih je spustil mimo, ne, in ponavadi so bile to, ne vem, neke male živali, kakve ovce, pse so noter metali, pa take zadeve, da so šli lahko mimo. In potem obstaja ene par takih kratkih zgodbic, ne, ki naj bi govorile o tem, da pa se je kdo odločil, da ogopogota pa ni, pa mu ni dal tiste daritve in seveda, ko se je podal s čolnom potem jezero, je ta ogopogo enostavno z svojim repom tako močno udaril, da je vse letel, trupla so padala, ni da ni, ne. Se pravi, to je ta zgodbica o ogopogu, no, kot sem že rekla, Kanačani so ga zdaj vzeli za svojega. Zdaj na tehle slikicah pač kar vidite, tu si lahko vsak predstavlja, verjetno tisti, ko verjame, da ogopogo obstaja, ga res vidi. Tisti, ko pač misli, da je noter verjetno kakva veja ali pa kakvi čudni valovi, ne, je pa verjetno res to, ne. Seveda ekspedicije so tudi za ogopogotom v Okanaganu bile, z sonarji so ga lovili, poskušali fotografirati na vse možne načine, ampak se pravi, trdnega dokaza, ki bi ogopogota res v taki obliki, ne, se pravi, da naj bi bil res podoben dolgi kači s takimi temno-zelenimi luskami, ne, ni, tako da, ne, to je ogopogo. Nesi, poznate vsi, zelo znana pošast. Spet gre za eno jezersko pošast, ta prebiva, kot že ime pove, v Loch Ness jezeru, ta se nahaja na Škotskem. Zdaj, zakaj tele slike tu? No, v bistvu ta desna, ne, je v bistvu ena risba, ki prikazuje prve zapise od te Loch Ness monster, namreč datirajo nekje v 6. stoletje našega štetja. In sicer v enem zapisu, ki se imenuje Življenje svetega Kolumba. In legenda pravi, da se ta sveti Kolumb pač šetil tam mimo Loch Ness jezera in opazil nekega dne, v bistvu neke mornarje oziroma tam, ko so bili tisti ribiči, da so pokopavali enega od svojih
in je stopil do njih in jih vprašal, kaj zdaj, ne? In so oni rekli, da se je zgodilo to, da je pač jezerska pošast v obliki tako skače v glavo, ga je enostavno zagrabila, napadla in ga potopila in zdaj ga morajo pač so potem izvlekli, našli ostanke njegovega trupla in to pokopavajo, ne. In temu Kolumbu se to pač ni zdaj najbolj fair in se je odločil, da on ima moči, ki jih drugi nimajo. In je poslal od teh njegovih podanikov, bomo to rekli, enega, da naj gre čez jezero in se spusti in proba priklicati to pošast. In ta je rešil in ko se je ta pošast tako pokazala, je on ukazal, da ta ne sme nikoli več nikomor, nobenemu človeku nič žalega storiti in takrat je ona to vzela res k srcu si in potem ni več napadala ljudi, ampak je ostala nekje v globinah tam globoko, ne. Zdaj tole slikco, ko sem jo prelimala pa tu zgori levo, ne, to je pa ta znamenita The Surgeon's Photo. Vmes je bolj nekje kar vmes poniknala, no, nekih večjih zgodbic ni, večje zanimanje se je potem začelo kazati šele po letu 1933. Leto 1934 je pa nastala ta znamenita The Surgeon's Photo, ne. Zdaj zgodba za to The Surgeon's Photo je bila v bistvu taka, ne. Ta je bila objavljena v Daily Mailu in sicer naj bi jo taj poslal pač eden zelo znan doktor, ki se je poslovil sem. In ker je bil pač doktor in ker je to pač cenjen poklic, so njemu seveda vsi verjeli in to fotko objavili in wow, super, res nesi videli, ne. Še leta 1975 so prišli v bistvu na sled, da je to vse skupaj bil en natek in ugotovili zgodbico, ki se je tu dogajala, ne. In sicer pač v tistih časih je en gospod, ki mu je bilo ime Marmaduke Wetherell, ki je tudi delal za ta Daily Mail, pač bil tako malo čuden in v Daily Mailu so se vsake toliko časa javno iz njega malo posmehovali, ne. In on se je odločil, da jim bo pač Kajlo nazaj dal in je enostavno angažiral par ljudi, med njimi tudi svojega zeta, ki je bil ta skulpturist, šel kupiti lepo eno tisto podmornico za igrati, potem je z pomočjo tega svojega zeta, ki je bil skulpturist, oblikoval gor še v bistvu neko glavo in ona dva sta to lepo spustila, fotografirala, angažirala par ljudi, da so tega Wilsona malo podkupili, da je on res potem poslal tisto sliko, da je bila verodostojna in slika je prišla v Daily Mail, ne, in potem je trajalo 40 let, preden so ugotovili, da je ta zelo znamenita slika bila v bistvu ponarejena, ne. Zdaj, še danes obstaja Loch Ness Phenomena Investigation Bureau, v katerem baje, da dela nekaj par 100 ljudi, ki se ukvarja s tem, da bi to Nessi našli. V teh letih je seveda ekspedicij bilo spet ogromno, saj to pač vsi vemo, občila pa te vse, ne vem, revije pa oddaje nam vsem te pričajo, probali so najbolj sonarji z slikami, preskenirali so dejansko celo Loch Ness jezero, ki je naj bi bilo po svoji velikosti tako veliko, da celotno združenje vseh vodotokov na Škotskem ni tako veliko kot to Loch Ness jezero, ne, in seveda jo pač niso našli, ne, ampak za njih tam gor je seveda to ena taka živa pošastva, ne. No, kako pa se pol v bistvu povezuje, seveda, zdaj, ok, tu sem zdaj izbrala teta dva, ko sta najbolj znana, tetih Lake Monsters oziroma jezerskih pošasti je res tako ogromno, predvsem res zelo velik na področju današnje Kanade. No in neko povezovanje se je ustvarilo potem z tem mitološkim bitjem Kelpijem, ta pa datira še iz keltske mitologije. In sicer keltska mitologija v svojih zapisih opisuje enega takega shapeshifterja, ki naj bi zelo pogosto zavzel obliko takega močnega, lepega, belega konja in ta je prebival v bistvu v teh jezerih in se je hranil najraje z ljudmi, ne. In ta je v bistvu, ko je prevzel to obliko konja, je načeloma vse, ki so šli mimo, sploh kakšni taki utrujeni, ko so šli mimo nekakvi jih je malo zvabil, kao ti si, joj, da je pridno malo po Božji, pa bla, bla, in pol, ko so se mu približali, jih je on enostavno zagrabil, jih je nesel v jezero in naredil iz tistega trupla, mislim, iz tistega organizma truplo, ne.
v bistvu v nekaterih zapisih se omenja tudi, da gre za eno tako zelo kosmato bitje, podobno človeku, že bolj na Bigfootovi strani, ki naj bi prebivalo noter v jezerih in je enostavno kar napadel mimo jedoči, tako da je ven skočil, ko jih je videl. No in potem recimo tudi v teh zapisih Svetega Kolumba, ki sem jih prej prinesel, tudi se omenjajo neke povezave s tem Kelpijem, se pravi s tem škotskim oziroma keltskim bitjem. Zdaj veljalo je pa tudi, da kdor je lahko ugrabil njegove uzde takrat, ko se je transformiral, je imel na tem Kelpijem popolno nadmoč. Ampak tu ni bilo potem kakih zapisov, da bi komu dejansko to neki fejs ratal. Obstajajo pa tudi zapisi, da je ta Kelp pač v obliki konja imel nekje moč, ne vem, 10 konjev, tako da je šlo za res močno bitje. No in tu nekje potem neka povezava, ki datira daleč nazaj, potem v bistvu prek vseh teh jezerskih pošasti, ki so se kasneje pojavljale. No, tu sem na hitro štela zraven še krakena, ker krakena tudi vsi poznate. Gre v bistvu tudi za eno tako sicer morsko pošast. Čeprav ta niti nima tako bogate, pa take zgodovine, ko bi ful daleč nazaj, začel se je pojavljati tam nekje v 14. in 15. stoletju na območju današnje Skandinavije oziroma teh skandinavskih morij. Šlo pač naj bi za neke organske organizme, se pravi hobotnici, ligne in podobne, ki naj bi plenile te ladje, ki so šle mimo, ampak v bistvu danes se je itak izkazalo, da ti ligni ponekod lahko dosežejo res zavidljivo dolžino, tam 12-13 metrov, pa tudi mogoče kakega čez, tako da v bistvu, da je kdo srečo to dejansko, ko je plul, niti ni danes več tak nenavadno. Bigfoot, vsi vemo, kdo je, on tam gor, Zdaj, Bigfoot oziroma ti kosmati humanoidi se v bistvu pojavljajo res tekom celotnega sveta. Nekje skoraj vsaka kultura ima eno bitje, ki naj bi bilo res človeku podobljeno, nekje malo večje, nekje malo bolj kosmato in z nekimi takimi rahlo nadnaravnimi močmi. Se je pa ta Bigfoot res dejansko najbolj spet, bom rekla, temu prijel, sploh v popularni kulturi, pač na območju današnje Amerike, kjer ga ljudje itak videvajo non-stop. Zdaj, Bigfoot ima v bistvu dosti zanimivo zgodovino, zaradi tega, ker ameriški staroselci še danes verjamejo, da Bigfoot obstaja in da je to fizično bitje. Ga pa naslavljajo res z velikim spoštovanjem in ga ne prikazujejo načeloma na tak način, kot ga potem vsi tisti filmi in tako dalje. Zdaj, tule je v bistvu ena fotografija, ko je bila slika na eni steni, to mislim, da gre tam nekje v neko 4-5. stoletje, ful daleč nazaj, ko so v bistvu našli te prve piktograme, ki naj bi prikazovala eno tako družinico teh Bigfootov, se pravi v bistvu tukaj na skrajni levi otroka, zraven mamo, pa potem očeta. Zdaj, kot sem že povedala, pač ti ameriški staroselci tekom svoje zgodovine so dejansko verjeli v ta bitja, se pa pač med temi posameznimi plemeni samo dojemanje tega bitja precej razlikuje. Predvsem plemena, ki se nahajajo na severozahodu današnjega območja Severne Amerike, res še danes verjamejo, da obstoja v fizični obliki, se pravi, da gre za človeku podobno bitje, nekoliko pač večje, preko 2 metra, da lahko doseže tudi tam do 200 kg, ki je izredno močno, ampak neškodljivo. Načeloma bolj severna in severovzhodna plemena pa so verjela in še danes verjamejo, da gre v bistvu za mistično bitje in da ta prebiva v dimenziji onkraj naše in da se ta v bistvu pojavlja, da se da lahko zavzame fizično obliko, tako kot jo recimo poznamo, kadar se pojavijo, bomo rekli, ne vem, neke tegobe, neka nesoglasja, kadar on recimo začuti, da ta plemena niso več v stiku z naravo in z drugimi živalmi in z drugimi živimi biti, kot bi mogli biti, se pravi, da gre v neko destruktivno energijo, takrat se preslika iz druge dimenzije ta Bigfoot v našo, zavzame to fizično obliko in da s tem, ko se pojavi, v bistvu vedeti, da je treba ravnovesje spet vzpostaviti.
Zdaj v bistvu, kot sem že rekla, oni ga res naslavljajo z nekim velikim spoštovanjem, je pa pri njih tudi kultura malo drugačna kot pri nas, ko delamo ponavadi neke lestvice, se pravi, katero bitje je superiorno drugemu, ker pri njih tega ni. Pri njih so pač vsi enakovredni, živali, ljudje, medvedi so njihove, ne vem, sploh svete živali, ampak ga pa res spoštujejo in resno vzamejo k srcu, ko tega Bigfoota vidijo. No, tule še par stvari, ki so se pol pojavljale, ta recimo zgodna slika iz tistega znanega Pattisonovega filma, ki se je potem tudi šele par let nazaj, je v bistvu kar tale gospod, ko sta ga najela, da je tole obleko, se je nekako, ne vem, zgrudil pod pritiskom, pa priznal, da se je on pač obleko, to je njen hodil naokol, tako da je to tudi trajalo desetletja, ko so ugotavljali, ali lahko bi bil, ali ne bi bil, pa njegovo gibanje, a bo šlo, a se lahko človek tak premika, pol že da ne, pa da ja, no, v glavnem, pač eno najbolj znanih opažanj se je spet izkazalo, da ni resnično. Zdaj tele odtisi teh nog so seveda tisti, ko burijo duhove danes in tistim, ko res verjamejo v obstoj v Bigfoota in da res veliko veselje, ko najdejo, No, recimo na tisti spodnji sliki, ko pa je pač zemljevid, pa so s temi pikicami označene, v bistvu, kje vse naj bi tega Bigfoota videl, kar nam v bistvu da po eni strani zavedati, ali je res tam, pa je povsod, ali pa so ga res ti Američani vzeli tukaj za svojega in si res želijo tukaj, da bi obstajalo, da ga skoraj povsod vidijo. Se pa zelo hitro množijo. To bi bila še ena stvar. Kanačani oziroma tam spet isto območje Britanske Kolumbije ga naslavlja sicer bolj kot Sasquatcha, to ime tudi vsi poznate. Čeprav v Sasquatchu so zgodbice ponavadi malo bolj, kako bi rekla, nasilne, da Sasquatch kar pride, pa ti kar tako malo stvari vzame, pa take zadeve, za Bigfoota bolj pravijo, da je tako res miroljuben, pride pa ti tako malo pove, da dosti bilo, pa je zdaj to. Alme. To so pa v bistvu bitja enako podobna kot Bigfoot gor v Severni Ameriki, ki pa se pojavljajo na v bistvu evrazijskem območju, na območju današnje Mongolije, dosti zapisov in zgodbic, ki izvirajo iz tu in pa iz Kaukaza. V bistvu za Alme nekako velja, da naj bi bile še malo bolj podobne človeku kot pa Bigfoot, se pravi, da kažejo neke te obrazne poteze in za ženske, tako kot je prikazano na te desni sliki, naj bi res veljalo, da imajo take dolge, gole prsi, sicer so pa res s to dlako pokrite in da je ta dlaka pač nekoliko bolj rdečkaste barve kot pri Bigfootih, ko je tiste značilne rjave barve. V bistvu iz teh krajev, se pravi Kaukaza, ki se ta Alma pojavlja, obstaja ene par takih zapisanih zgodbic in sicer zapis iz leta 1925 pravi, da je deklica po imenu Nadmit šla iskat v bistvu te teličke, ki so pač doma med kmetijo in so se tam nekam stran malo odšli in da bi ona šla in bi jih pregnala nazaj na kmetijo. Ampak je potem kar naenkrat zginala in sploh ni bilo sledu več v njej in šele potem, čez nekaj let, je na to kmetijo nazaj prišlo Almi podobno bitje in to bitje je trdilo, da je Nadmit, da je njihova hčerka in da je bila takrat ugrabljena strani Alm in da je z njimi prebivala pač v njihovih votlinah in da zaradi tega, ker se je privadila na njihov način življenja, so je tudi te dlake zrasle, in se je tudi pač privadila, ne vem, njihove prehrane, lovljenja, njihovih glasov o ponašanju in vsega in da je zelo vesela, ker je doma, normalno je govorila, očetu je govorila, kako je presrečna, da je doma, no njen oče pa pač ni mogel verjeti, da je to res oziroma, če je že res, je bil čist na konec živci, da se je to zgodilo in je v bistvu posedel to svojo hčerko za šank, za mizo, da sta pila, dokler ni ona padla v nezavest oziroma pač bila popolnoma tilt in jo je potem v bistvu ubil, ker pač ni prenesel tega, da se je to zgodilo. Še ena legenda iz leta 1912, zapis je pa bila v bistvu o tudi enem gospodu, ki mu je bilo ime Samdan in za njega je bilo rečeno, da so ga te ženske Alme ugrable.
in so ga nesle v svojo votlino in so ga potem lizale vsako noč po celi koži in zaradi tega, ker so ga lizale, je bil tudi kontakt tak močen, da se je njegova koža mogla temu nekako preti in so mu dlake zrasle po celem telesu, isto kot tem almam, ne. In potem, pač seveda, ker je bil edini moški tam v tistem ženskem almastem območju, so seveda v času gonitve, ne rečem, ga malo izkoristile in rodile tudi njegove potomce. In potem, ko je v bistvu se tu vzpostavila med njimi neka vez, se pravi med mamo pa med otrokom, pa med očetom otroka, so mu začele malo bolj zaupati in so se odločili, da ga ne bojo več priklenili, ker prej so ga imeli priklenjenega noter pa skritega, da ja ne bi kam šel. In ko so ga seveda niso priklenili, on izkoristil prvo priliko in je rekel, vija, ne, gremo. One so sicer takoj zavohale, da je on zbežal in on je letel in je hvala Bogu prišel do neke reke in alme naj bi se blazno bale vode in je on sam z veseljem noter tiste pravo pa čez, pa gremo, ne. In ko je prišel v bistvu nazaj v svoj domači kraj, je tam povedal, kaj se je zgodil in tam je bil en super zdravnik, ki mu je dal eno tako mešanico zelišč, ki mu je pomagala, da so vse njegove dlake odpadle in on je bil spet normalni gospod potem naprej. In še ena legenda o almah je pa v bistvu legenda o Zani. Ta pa naj bi se dogajala v sredini nekje 19. stoletja tam in sicer za to Zano je veljalo, da naj bi bila alma taka res bolj ženski podobna, ampak še vseeno zelo divja, ki so jo pač ti prebivalci ujeli in so jo v bistvu zaprli v eno kletko in so jo samo čez metali surovo meso, da se je ona hranila, da je preživela in ona se je kopala tam neke jame in noter v njih spala. Ampak ona nikoli ni imela nekega verbalnega kontakta, opazili so pa, da ona lahko posnema v bistvu vzorce obnašanja in pogibanja od ljudi. In zato so jo potem tudi iz te kletke ven osvobodili in so si jo podajali po tisti vasi, bi rekla, kot enega hlapca malo, ki so ugotovili, da zna opravljati ta osnovna gospodinjska dela in je potem ona malo tu krožena okoli, pa je, da nikoli ni htela nositi oblačil, čeprav je bila nekako tako, kot je tule narisana. In imela je pa zelo rada vino. In je tudi zelo rada pila vino in potem, ko je ona pila vino, pa ko so oni moški malo pili vino, so jo potem tudi seveda malo izkoristili vmes in Zana naj bi imela kar nekaj potomcev, od katerega so 4 celo preživeli in zadnji je umrl nekje v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. No in pač tu so se pojavila potem neka ugibanja, koliko so te alme naj bi bile pač genotipsko podobne človeku, da bi bili ti pač potomci preživeli in za njene otroke je potem veljalo, da so bili normalni, se pravi niso bili kosmati, te kot je bila ona, bili so edino pač malo močnejših obraznih potez, bili so zelo močni, zelo veliko mišic so imeli v telesu pač napram ostalim že fiziološko in so normalno imeli potem tudi svoje potomce z ljudmi, se pravi je tu nekaj šlo čez. Jeti, jovi, drugi hominidi, teh je spet veliko, tako sem rekla, vse kulture se enega najde, ono tule jetija poznate, ker hodi gor po Himalaji, za njega je značilno, da je pač malo bolj bele barve in da se še bolj upira temu, da bi ga ljudje videli kot recimo kakega Bigfoota, spet seveda zanimanje se načeloma pojavlja na takih otisih, ki jih najdete, no tisto naj bi bil en skalp od jetija, zdaj ali je ali ni, se ne ve, ker je tam noter varno shranjen, in kriptidov je res še ogromno in bom, če bo kjerga še zanimali, še par takih masnih potegnala ven za naslednjič, no tako da. Hvala lepa za pozornost. Zdaj pa tisti, ko bodo pač sodelovali v kvizu, ne vem, čik pauza ali karkoli, pa potem pač nadaljujemo, da si priigrate bogate nagrade, ki podarja Kulturno-umetniško društvo Zlati Dobri.